Živijo tukaj Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 208. epizoda Apparatusa, v kateri je z mano govoril Ciril Komotar. Spet človek, ki vloga. Posnel je pred kratkim 800. vlog, ki mu ga jaz malo zamerim, ampak sem tudi zelo vesel za njega. Več o tem pogovorov, potem so se pogovarjali še o Jordanovu dokumentarcu in pa o sesalcih, kar bo počasi postala tema v tem podkastu, oziroma bo mogel še en podcast začeti delati samo o sesalcih. V glavnem, naprej začnemo. Apparatus pač obstaja, zato ker ga podpirate. Ful hvala vsem, ki ste to že naredili, če bi to radi storili, pejte pa na apparatus.si pošiljka podpri. Ful hvala. Hvala tudi vsem, ki date oceno v Apple Podcasts. Pa hvala vsem, ki ko poslušate, date kakšen story na Instagram, pa me tegate, jaz pol šeram, to je zdaj ratel malo moderno in ful hvala. In pa ta pogovor je dejansko spet tudi kot video na mojem YouTube kanalu. Anže Tomič je ta YouTube kanal, tako da greste lahko gledati dve glavi, ki se pogovarjata. Ena je moja, ena je pa od Cirila. In evo, Ciril. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Moje ime je Ciril Komotar, še vedno trdim, da sem najprej avtomobilistični novinar, čeprav zdaj vsi pravijo, da sem vloger. Pa ne bom vloger, ker s tem ni nič narobe. No. Tako je upravičilo. Ja. Ne, ker veš, lahko bi šel tukaj tudi in sem influencer, ampak te besede pa ne maram je preveč, no? Ja. Zato ker raje rečem, da ustvarjam vsebino. No? Korak predaleč. Ja. Okay. Okay, zdaj mislim, tako rekel, če človek, ki je posnel 800 vlogov, ja. Zase ne reče, da je vloger. To je moja teza. Neki ne štima. A bi se saj toliko strinjal? Ja, ne, jaz se absolutno strinjam, da sem vloger, ampak mogoče se držim tiste oznake avtomobilistični novinar, zato ker mi je tako draga in verjamem, da to nikoli ne bom nehal biti, dokler se ukvarjam z avtomobili. Ker, a veš, jaz sem absolutno vloger, ne? In tiste informacije, ki sem jih že v najbolj klasični obliki prek revija ali pa spleta podajam sam čisto na drugačen način. No. Ja. Bistvo mojega sporočanja se sploh ne spremeni. No. In zato pravim, da sem... Ja, v resnici je to sam forma. Ne? Ja, seveda, ja. Meni tisto, kar mi je bolj, kaj bi bilo meni še boljš, recimo, ne? Da si, tako, mislim, da zadnja faza je, ki pol sam reče, že sem avtomobilistični novinar, ne? Ja. Ampak ker ljudje še vedno ta splet vidijo kot, veš, nekaj, še zmeraj je to nekaj novega v enih glavah, kar je itak hilarious leta 2020. A ni to hecen? To je, enaka stvar je pri avtomobilih, ki jaz kdaj koga srečam, ki mu rečem ti, a pa tempomat, ki uporabljaš, ne, čakaj ima, nismo mi še tam. Veš, tako je tempomat še vedno novost, čeprav ni, tako je splet še vedno v očeh nekaterih neki hardcore. Ja, v resnici pa to že prepleten z dejanskim življenjem, da je to mainstream. Pač to je mainstream. Ja, in to že nekaj časa. No. Ja, na eni točki bo tradicionalni mediji ratal to weird stvar, če bi naredil pie chart, ne? Ja, to je to, ja. Okay, zdaj pa 800, ja. Ne? Midva sva se takoj, ko sem pogledal ta vlog, slišala preko SMS-a, ja. Kjer sem ti napisal, da si pacient na 4 nivojih. Ja. Zdaj, ljudje, ki niste tega gledali, pač pejte pogledat, ker ali boste zelo inspirirani nad Cirilom, ali pa ste zelo jezni na njega. Ker jaz sem imel mešanico obeh občutkov, moram reči, zelo fajn in ker si zadev ta star. Če bi škaj fora, meni bi bilo skoraj tako sebično, bi mi bilo skoraj boljš, da bi šel probat, da bi tam snemal 6 ur, pa ne bi ratal. Tako skoraj raj bi to po eni strani. Če sem čisto iskren, jaz sem bil na to pripravljen. Jaz sem ves čas verjel, zato ker sem tako narejen in ne znam drugače biti, ampak ker smo mi prvič prišli do roba kristalke in smo dol pogledali, vsi družno, ker ne se bilo ne 5-6, smo rekli, kaj mi tukaj počnemo? Človek, kaj mi tukaj počnemo, ko je še 100 metrov stran? Ja. Kako? Ne? In ta plac v BTC ima tako eno hecno specifiko, da ne glede na vreme, ali je dan, ali je noč, ali je dež, ali je sneg, ali je sonce, vedno piha.
In smo eno žogo za foro dol vrgli in je šla levo, desno, levo, pa tja na cesto. Smo rekli, kako? Pa smo pa po 45 minutah že pospravljali. jaz sem imel pa 3 nedelje rezervirane. To je tok narobe. Ne, saj vsaka čast, ampak to ni prav, razumeš? To ni... Ja. Mene je razjezil, ker sem tako začel gledati, a veš? Ja. Pa gledam tako, kaj ti delaš? Sem rekel, a nisi mogel nek normalen, neko obeležitev najdete, zdaj už nima šans. Pa že tako teaser si dal na začetku vloga, veš, ker si glih odrezal napreden gre not, ne. Pa jaz, pa bo enkrat so zadelo broč, pa imamo dost fantje, veš, da bo ta scena, ne. Ja. Pa gledam, pa je bilo pa tako, pa smo jih vrgali, ne vem, 15 smo jih vrgali, koliko smo jih imeli, pa smo jih polovili, pa smo jih dali v balkon, pa ta tretja je šla not, pa je tako, kaj? Res narobe, stari. Res narobe, pač. Zdaj pravi, mislim, ampak tako, samo nekaj mi še povej. Zdaj, tam, kar ste metali, to se v bistvu sem te hotel vprašati, pa deva to skupaj združiti. No. Ful mi je všeč, ker si ga res zelo nasedsko, v resnici. Mislim, zelo si bil asketski, pri tem, ker se mi zdi, da če bi te kje lahko ponesel, da bi malo razvlekel stvari, ne, je kle, ne. Pa moram reči, da vsaka čas, da ima že toliko feelinga, da si res... da je sam tisti noter, ki mora biti. No? Lej, tako bom rekel, če pred tem vlogom ne bi bilo 799 drugih, bi jaz naredil iz tega masakr. In bi uporabil ful več šotov, ker sem zgrešil koš, ker smo gor hodili, ker smo se pripravljali. In v bistvu v izvirnem vlogu, ko sem to sestavil, je bil še ne 3 minute daljši in je bilo več tega. Ja. Ampak pač jaz res kot sveto jemljem to, da pač če delam en vlog, v katerega res vložim več ur dela, kot običajno, da pol pridem nazaj čez par ur ali pa naslednji dan, pa grem rezati stvari stran, ki niso absolutno nujne. In se vedno postavim v vlogo tistega, ki bo vlog gledal. Ja. In pač tisti, ki bo vlog prvič gledal, on ne ve, koliko materijala sem jaz še imel in moja naloga je, da naredim vsebino kolikor dobro jo lahko, brez da mogoče težim. Ker zelo hiter, a veš, vsak človek ima tudi malo ega, ne? Jaz bi zelo hiter dal še več noter, ne vem, mojih pametovanj, pa modrovanj, pa to, pa, a veš, pa sem vedel, pa kaj nisem vedel, ne? In zato sem bil tudi iskren v vlogu, pač nisem vedel, mi smo bili pripravljeni na fail, mi smo imeli 3 nedelje, vsaj rezervirane. Jaz sem imel v glavi, da bom zmetel med 400 pa 500 žog, zaradi specifike tistega konca. Ne. In tudi vlog je bil pol tako narejen, da sem uporabil, ker se meni zdi minimalno število kadrov, da sem lahko maksimalno povedal. Ker se mi zdi absolutno, to velja pri videu, pa tudi pri pisani besedi, počasi tudi pri fotografiji, da pač manj je več. Ja. Da ne rabiš, ljudje niso neumni, ne rabiš ljudi zasud s 500,000 kadri, če lahko vse z 12 poveš. No. To se mi zdi ful pomemben. In jaz sem se v bistvu tega naučil pri pisanju. Ker najlažje je napisati 3 strani, ne, z ogromnimi informacijami, najtežje pa te 3 strani stisniti v eno z enako količino informacij. In enako se obnašam pri videu. Ja. Ne, ker je res, mislim, tako, jaz to ful porajtam, no, v resnici in je kar noro, tako, pa, veš, tudi že zaradi tega, ker je ratal to hitro, ne. Veš, bi lahko res naredil, tako, to bi lahko pol ure bilo v resnici, če bi imel manj izkušenj, tako si jaz mislim. No. In mi je res vsaka čas, meni je to najbolj impresivna stvar pri tem vlogu. Ja, pa veš kaj, jaz sem se držal še ene taktike. Ja. Jaz sem vedel, da bom znotraj vloga pokazal tudi inspiracijski video, ki sem ga pol tudi samega posebej objavil. Sprav en del, ki je tudi zelo netipičen zame, glede načina govora, pa tako, ampak jaz sem hotel ponuditi nekaj drugačnega. In ker sem vedel, da bom to tudi pokazal in tam je še en dodaten kader, pa tam je še slow motion noter, ki ga v vlogu v tistem delu, ki jaz pač govorim o tem doma, ki sem snemal, ni, sem vedel, da moram malo prešparati, ne. Tako da ja, ne vem, vesel sem, da je ratal, no. Predvsem sem, ne samo, da sem koš zadev, ampak da je vlog izpadel lahkotno. No. Ja, pa škam je še ena stvar, ki se mi zdi, jaz načeloma zelo ne maram teh obeleži, a veš te, presegli smo 17,000 lajkov. Ne. Se mi zdi, da to je res treba tako zelo z občutkom, pa zelo poredko početi, kar se mene tiče. Tako sem jaz narejen, ne? A veš, se mi zdi, da ti imaš tudi malo tega, no? Jaz se strinjam. Ja, a veš, hecen je, da jaz mislim, da sem naredil obeležje, ki je bil 100. vlog, pa pol verjetno, ne vem, 200, pa 500, pa sem pol vmes 600, pa 700, se mi zdi čisto izignoriral, čeprav so bile tudi lepe številke, pa sem se mislil šit, že do takrat sem mislil, da bom nikoli prišel, ne? Tukaj se mi je pa zdel, da bi bilo pa mogoče pa vredno, ker 800 je pa taka masivna cifra za vloge, recimo. No. Ja, pa še nekaj je, ne? Ja. Tega vloga se drži en dirty secret, ki ga praktično nihče ne ve. Ne? Okay.
Jaz sem ta koš zadev že leto pa pol nazaj. Kaj? Okay. Zdaj sem vse podaril, kako si lahko zadev koš najvišje slovenske stavbe in nisi tega prej pokazal. Čakaj, kaj? Razloži to. Kaj? Lej, ta koš sem jaz zadev leta 2018, septembra, oktobra. In takrat sem... Takrat je bilo toliko enih stvari sem imel, da sem odlašal z montažo. Yeah. Pa sem pa naredil montažo in ta prva stvar, ki je stala, je bil samo ta inspiracijski del 2 minute videa. Aha, okay. Ker sem jaz ta video pokazal parim ljudem, je bil odziv zelo, ne bom rekel negativen, ampak tako, fakt, to nisi ti, to ni komotar minuta, zakaj pa s takim glasom govoriš, pa neka muzika, pa v easy, mi smo vajeni druge dinamike. In moram priznati, da mi je to vzel mal, ne bom rekel samozavesti, ampak mal mi je vzel veter iz mojih jader, ne? Tako sem rekel, shit, ok, ne? Ker vsi odzivi so bili identični. Ne? Ja. In pol sem pa nam rekel, da sem pozabil na ta klip, ampak sem se bolj obadil s tem, jaz moram iz tega nekaj narediti. To je predobra stvar, da bi jo jaz vam dal taka, s katero jaz nisem absolutno zadovoljen. Pol je vmes prišlo kupenih drugih stvari, pa delo in sem odlašal. Pol je pa prišel, pa se je pa začel bližati vlog 800, sem pa rekel, kaj bom jaz naredil, ker nekaj bi bilo pa fajn, da saj omenem. Ja. Pa sem rekel, sej jaz imam pa nekaj, s čemer bi se lahko pohvalil. Vidiš, že to je, da sem naredil nekaj tazga, pa da sem bil keep my mouth shut, ker nisem nobeno povedal. Ne? Ja. To me je v bistvu malo žrlo od začetka. Pa sem pa se s tem pomiril in sem si vmes sem sam želel si, da ne bi kdo drug si kaj podobnega spomnil. Jaz bi pa rekel, sej jaz sem tudi sam. Pa ne moš več tega objaviti. Ne. Ja, Skratka, in potem je prišla primerna priložnost in sem ta vlog skupaj sestavil, sem pa rabil en teden intenzivnega razmišljanja, kako bom to pripravil, pa na kakšen način. No. Tako, je bilo 5 konceptov. Ne. Pa sem pa na koncu rekel, najbolj da uporabim inspiracijski del, da se doma usedem na sceno, ki jo ljudje že poznajo iz unboxingov in da pač povem čist po svoje, kako je bilo. In da v bistvu nekako združim to, kar sem doma naredil, pa to, kar sem takrat že posnel pa pripravil. No? In se mi zdi, da je bila to dobra kombinacija, no? Da sem razložil, zakaj prihaja ta inspiracijski del, ki je drugačen. Ja, da se ne začne s tem v resnici. Ne? Ja, ker to bi bilo totalno, jaz mislim, da bi bil to fail. Ja. Če bi jaz video ven dal, tole sem naredil, ne bi preletel na plodna tla. Tako sem pa dal več sebe noter, moje razmišljanje o celotni izkušnji, pa se mi zdi, da je boljši spadlo. No? Ok, fair point, ja. Zdaj že spet. Ja. Škaj mi še povej, še to, ker zdaj deva še malo. Če sem te upal. V metu pogovarjati, ne. Nisem metu. Lučanje je bilo to ni bilo metu. Spust je bil. Ne, ampak tako, škaj se zanima, ko vidiš ta prve une, ki si jih metu, to si tudi posnel, ne. Ko gre na cesto, ko sploh ne pade, kaj... A sploh, kaj porinaš jo dol, v resnici jo porinaš dol, pa upaš na najboljš. Mi smo dal koš, da jim reči 15 metrov stran od bajta. Ja. In ta prvi met sem želel ga vrš, kot se vrže košarkarsko žogo, ker me zanima, kaj se bo zgodilo. In ti, ko vržeš, pač daš žogi mal spina, če pravilno vržeš. In je prišlo do tega Magnus efekta, ne? In je v 90 metrih je žogo odnesel 50 metrov stran od bajta. Ja. In sem rekel, ok, to ne bo prav. Pol se pa zelo hitro pomiriš sam s sabo in rečeš, itak, dajmo si cajt vzeti in začneš žogo spuščati. Ne? Ampak to si moram na dušo popihati, ne? Da se mi ni čisto sral, ker se mi zdi, da sem mal računal, a veš, kako pa na kakšen način bom spustil, pa da bom vrgel mal desno od koša, ker je bila tendenca, da piha veter v levo. Ne? Ampak kdaj mi je bilo pa najbolj strah pri celom metanju, ne? Ker je vmes Filip Kržišnik, akrobat, ne? Rekel, da jaz eno vržem dol, sam za fora. Takrat ni bilo pa... A veš, ne moreš reči, ne, valjda, ne, koliko imaš priložnost vršči stolpence v koš, ne? To bi bilo vrhunsko, da zadane. Vrhunsko bi bilo. To je in sem mu dal, tako sem mu dal žogo, a veš, da bi dal nekomu loterijski listek, vse verjetno naš zadev, ampak če pa boš, ne. In pa sem še rekel, daj snemite, ne, whatever happens, happens. In on je, valjda, vletel z neko svojo tehniko in je žoga šla v tripa matja v levo vodo. In tebi odlegal. Ja, in jaz, ni zadev. Tako da ja. To je to. In pol, ko si pa pač zadev, si se pa še spustil dol, ne? Stari. In že spet, lahko sem eno star rečem, eno star. Ja. Všeč mi je, ker poznam ta strah, ker to je strah, kjer ni več, mislim, ker možgani, ker ne moreš več z emocijami tega ven spraviti.
ampak je samo, jaz lahko umrem, tako je življenje, naj bo čim prej konc. To je bilo to. Mislim, tako je meni zgledalo. Kljub vse racionali, da se zavedaš, da si po vsej verjetnosti, da si ustrezno zavarovan. Ne? Najprej Filipu zameram to, da mi je dal, ko sem zadev koš, točno 40 sekund veselja, ker jaz sem čisto vam padel. To res si, tako si vesel pristno, da redko se ti zgodi tak občutek, ker je pač, se vem, da je sam koš, ampak jeba mast. Ja. In po 30-40 sekundah sem gledal na kameri in rekel, zdaj greš pa dol, ne? In me je ubil v sekundi. Ne? Ker jaz sem to že en mesec pred tem obljubil, ko smo organizirali to, pa sem rekel, a bi me prišel varovat. Pa je on rekel, sam če te lahko po zunanji strani stavbe dol spustim, da nošel z liftom. In sem takrat v zanosu, bomo mi to itak valjda, sam da mi vržemo pa zadanemo. In sem rekel, In mi je dal 30-40 sekund veselja, pa je pa rekel, gremo na rob. Ne? In mi je takoj sam vse, kar je bilo v meni, je šlo stran. In pa prideva na rob hiše in on prav, nač pa je zdaj čez, se si, tole te drži, tukaj te drži, tle si zavarovan, pa jaz kako pa. In on meni, kaj da bi šel na konja. A veš, na rob. Pa jaz kako pa, kakšnega konja? In pa jaz stojim tam na sredini, sedim in pravim, kako grem pa zdaj čez, kaj da bi šel dol s konja. Ne? In pač se moraš spustiti v prazno, ne? In gledati štrik. In si mislil, da you're my guy, če pa nisi. Kar slabo. Res nisem bil še nikoli v življenju za nobeno stvar, nikoli, tudi približno me ni bilo toliko strah, kot takrat, ko sem se mogel roba stavbe spustiti in pač reči tu in gor, čau. Grozen. Jaz najvišji, ko sem tam bil, mislim, da sem bil na Outfit 7, sem bil enkrat, pač čisto randomly, in sem dol pogledal in god damn, ta star, to je visok. Ni fajn občutek, pa tudi na glasu se mi pozna, se mi zdi. Se moj 2 stavka v kamero povem, ampak se vidi, sliši se, da nimam sape, da nimam, zdaj dobim ta neugoden občutek, ker razmišljam o tem, kot si ne mi gre po koncu. Me je to v bistvu čisto huda kazen za to, da si to hitro zadev v resnici. Ker ni bilo vloženega truda v to, da zadaneš. Spoštujem, da si pol nekaj plačal je. Ciril je plačal to, da je šlo to hitro noter. To mi je jaz sem s tem. Te tam gledati, kako res. Sploh ne, sem hotel reči, že ko sem gruntal, ko sem to pogovarjal, sem rekel, pa mu pa reči, nekaj je obolevo, pa v bistvu nisi obolevi, to je še ena štenga višji, to je samo, upamo na najboljše v resnici. A veš kaj najbolj hecem, pa vsem skupaj, da nisem bil sproščen, dokler nisem čutil tal. Tudi 4 metre nad tlem sem bil še čist posran. Dokler ne. Pač, a veš, ni bilo tako, bližji podnu sem, a zdaj si lahko sam še nogo zlomim, zdaj mogoče pristanem. Ne, absolutni smrtni strah do konca. Jaz sem ta nek, nadaljavo imam ta nek pogum, ful rad grem na te, pač v Luna parkih, na te pizdarije, ki nekaj počnejo. Ne? In nazadnje zdaj sem bil na Dunaju, na Pratarju, imajo res en prosti pad, ki je res god damn, koliko je visok, ne? Mislim, da je 80 metrov, neka balana cifra, v glavnem. In potko greš gor in si tako, jaz sem pa cool, ker sem šel gor, pa ker si gor, je pa tako, please, sam nazaj, jaz bi sam nazaj šel. Prosti pad je edina stvar, na kateri sem res posran, ker je pač malo nenavadno. Ampak to star. Veš kaj fora, pa še eno, to je pa en trivia. V Gardalandu, kjer sem jaz prvič bil na prostem padu, to je bilo tako v osnovni šoli, zdaj 87 let nazaj, ampak jaz sem bil že takrat, to je bil 8 razred osnovne, končni izgled, jaz sem bil takrat že 96 ali 98 visok, jaz sem zrastel. In smo šli kene in gremo jaz pa 3 kolegi, da bomo skupaj, da bomo 4 sedeli, sošolci, in kar gremo not in se usedemo, umna pizdarija gre dol in naredi, te zaklene. In jaz ko gledam in našega vodiča, ki je bil 1,80 m max, merijo, če je dosti visok, če ga bojo spustili gor. Jaz pa zunim, veš? What? Stari me je dvignil in spustil in imam fotko, nekje imam, mislim, celo poskenirano, kjer so oni 3 moji kolegi vsi tako, stari, jaz se pa držim unga, pa vse vlečem, kao da me nav lok potrgal. Veš, ti si bil ekstra adrenalin, tako da te razumem, tako bom rekel, ker si šel dol. Bom organiziral enkrat Filipa, pa gremo gor. God damn, stari. Pa še greva sam še to, kar se vloga tiče, ker nazadnje so se ful pogovarjali, ta pač
YouTube pa Facebook, a veš, kam je boljš video dajati, pa kako se obnaša, pa ti, ki to daje, ok, si že začel zmajevati. Ne, lej, ki to cajta minilo mes, se mi je zdel vredno, a veš, če koga vpraša, tebe vprašati, a so kaj boljše izkušnje s Facebookom, a je še zmeren tak jajc, pa mislim, tako malo povej, a veš. Mislim, za začetek, moja frustracija povezana z videom na Facebooku se mi zdi, da konstantno in počasi veča. Zato, ker prvič kakovost slike, mislim, jaz se Facebooka držim, zato ker tam še vedno v Komotar minuto spremlja ogromen ljudi. Dvakrat pa trikrat več kot na YouTubu. Ampak vidim, da kakovost slike ni enaka. Upload, to se je sicer zdaj popravilo v zadnjih 3-4 mesecih, ampak tendenca je, da ko delam upload, da se upload prekine. In začnem vedno znova. Jaz ne vem, kje je hec, ker vem, da povezavajo zorna, vse štima. Pri YouTubu se mi to ni zgodilo enkrat. Ko klikneš ti upload, je to in je fiks. Lahko stavim svoj life on it, da bo enkrat vse skupaj narejeno, zadeva pripravljena. Ne. Tako da frustracija v povezavi s Facebookom raste, obenem pa pač si ga ne želim zignorirati ravno zaradi količine ljudi, ki je pa vajena tam Komotar minuto konzumirati. V bistvu celo tako je. Veliko ljudi je pogleda na Facebooku, pa potem še na YouTubu. Ali pa da pač switcha med platformami, celo, kar si nisem nikoli mislil. No. Ne, štekam. No, se tako, ampak sem rekel, veš, se mi zdi dosti, cool se mi zdi o tem pogovarjati, ker res je neka taka temeljna razlika med tema dvema, saj za video, ne? Ja. Platformama, ki je res tako nora, se mi zdi, da ljudje pa vse to tako jemlje, se je dal video gor, ne? Pa ni čistko, ne, v resnici. Pa ne samo to, tudi zelo na grobo gledano se tudi tip ljudi, ki spremlja na Facebooku pa na YouTubu razlikuje. Ker tudi dobim na YouTubu drugačno vprašanja, ne? Okay, na Facebooku. Ne? Na YouTubu je folk ful bolj pozoren na detajle, ne? Recimo, ko sem objavil vlog 800 na Facebooku, ne vem, če je bil en komentar ali pa mogoče 2 komentarja sta bila na temo nove špice, ki je bila takrat premierno, pa je zdaj mogoče pripravljen, da bi imel svežo špico za Komotar minuto. In na Facebooku to mislim, da je eden omenil. Na YouTubu je bilo pa fulnih komentarjev. Videl sem nova špica, ful dober. Mislim, mi zdi, da je vse razlika v publiki malo. Pa dobro, na YouTubu so pretežno mlajši, se mi zdi. No? Ali pa ja, pa tudi ne, veš, odvisen kjer vsebine. Jaz vsaj tak feeling imam jaz. Mislim, se strinjam. Tako tudi jaz pri sebi vidim, zdaj, ko dajem te videe gor. Jaz sem bil tudi kar malo presenečen, sem mislil, da bo dosti mlajša, pa kaj Google dejansko ima te podatke, ki je folk v Gmailu pisano. Veš, da dejansko dobiš nek relevanten podatek v resnici. Ampak pa se mi zdi, da tisto, kar je ključno, je to, ker je tudi community tak, ne, ker YouTube ima veliko, mislim, je res za video. Pri Facebooku je pa video bil zraven našvasan, ne, pač to se pozna, veš, tudi kaj ljudje tam pričakujejo, pa na kakšen način gledajo pa vsebino, resnica, ne, tako. Če sem čisto iskren, sem po eni strani presenečen, ker vem, da popularnost, ali pa to je vsaj word of mouth, ne, popularnost Facebooku pada, ne, meni pa ogledi zadnje čase na Facebooku rastejo, je to zaradi trenutnih razmer, zaradi COVID-a in tako naprej, ne? Ampak presenečen sem, da kljub upadu popularnosti celotne platforme jaz držim ogled videov na Facebooku. No? Ker pomeni, da sem, mogoče je to posledica količine mojega dela, da sem dejansko folk navadil, da pač tukaj pridajo pa to pogledati. Jaz ne vem, edini na takšen način si to lahko razlagam. Ja, štekam, ja. Se to nekaj je na temo, pa ti imaš res proper community na Facebooku, kakorkoli obrneš. Veš, to ni samoumevno, da to ljudi, pa nam zdaj sam rekel polajka, ampak da so pol tudi aktivni, kot tako, kot so. Tako, to ni, veš, to je več vreden, kar pol algoritmi naredijo, tudi kar algoritmi začnejo tepsti vse, ali pa je popularnost omrežja pada, recimo. Veš, mislim, se strinjam, vse na to sem na en način ful ponosen, zato ker je ful enega odziva, ful je feedbacka, tudi meni po back channelih, to se pravi prek sporočil dobim ogromno enih vprašanj, in tega, to se, ne vem, tega je res veliko, no, in vesel sem, da ljudje, ne samo da pogledajo, da so aktivni, ker mislim, konec koncev mi to zelo veliko pomeni, to pomeni, da vsebina živi, da veš, reakcije ljudi veliko pomenijo. No. Ja, valjda, ja. Zato, to je velik del tega, zakaj delamo to več ali manj. Tako da. Yes. Zdaj bomo pa naredila pokaž majico, da imamo nek razlog, zakaj bomo šla na naslednjo temo. da imamo segway. Dražen, kje si? Zdaj pa lej, oba sva gledala The Last Dance, ne? Mi smo tudi s Pižancem pa z Bokijom podrobnostih smo šli čez vse dele, ne še eno, pa zadnja dva še moramo, ampak bomo tudi to posneli. Zdaj pa tako, dejva sam nek tak opening statement, koliko ti je cool, ok, ne ok dokumentarsko, čisto generally pa gre pol na kakšno podrobno še, pa nekaj od Perica pa prebrala, ker se mi zdi dosti genius. Tako da, sem tako overall, kje
kje si pri tem dokumentarcu? Zdaj, po defaultu mi je kul zato, ker sem vedno bil MJ fan in sem pogrešal po drugi strani že samo basket vsebino, ki bi bila na en način sveža, čeprav je stara. Po drugi strani sem pa vseeno malo razočaran, ker se mi zdi, da so se držali storylinov, ki jih poznamo že 30 let. Mogoče sem pričakoval več stvari, ki jih nisem vedel. Ali je zdaj to posledica, da sem bil basket manijak večino svojega lifea in sem res vedel o Bullsih, o Jordanu, o tekmah, o dvobojih v obeh konferencah že toliko prej, da me nekako niso mogli presenetiti. Ne? Tako da sem bil pol nekako zadovoljen s tistimi majhnimi cukrčki, ki so prišli enkrat ali pa dvakrat mogoče na epizodo, ali bilo to gamblanje z njegovim osebnim stražarjem in tako naprej, ali bilo to oziroma z bodyguardom, a veš, mehne stvari so me zadovoljile. Ostalo je bilo pa tako, fajn, lepo je videti, ampak 95% stvari pa že vem. Ja. To me je mogoče malo zmotilo, no. Pa sej tukaj sem v bistvu sam kriv, no. Iskreno, ker dokumentarc sam po sebi je bil izredno dobro narejen, všeč so mi bili skoki, oziroma da so prepletli Jordanov pot od začetka pa do konca in so se na koncu srečali v finalu proti Jazzu 98. Pa tako, z zanimanjem berem tudi kakšne komentarje, pa poslušam razprave, zakaj pa ni več Kukoča, pa tako, recimo, no, to je bil ena izmed teh, ne. Ja, to pri nas sploh, recimo, ne, ja. Ja, ampak, veš, Kukoč je naš človek, ne. Vala, da smo malo prizadeti, ker je pač tip legenda, kakorkoli pogledaš, tudi če v NBA tudi po vohu nikoli ne bi, ne, že v Evropi je ogromen naredil, ja, 4 naslovi prvaka, pa tako naprej. Dejstvo pa je, da Kukoč leto 98 nima najboljše serije, še posebej v finalu, ne, na katerega so se skoncentrirali, pa tako naprej, pa tudi sezona 98 ni bila njegova najboljša. No. Mislim, meni recimo, jaz sem s takim veseljem to gledal že zaradi posnetkov, ker pač videti nekaj iz 90-ih, ki je s proper kamerami posnet. To, če bilo sam to, jaz bil čisto kaj. Sploh tam, kar je tekem, pa s temi kamerami posnet, to bi jaz gledal lahko cele dneve. To je res dobro. Zdaj smo full navajeni na Phantom Cam, pa vse v HD-ju, pa ne vem kva. Vse, kar je iz 90-ih na YouTubeu, je 240 pa nek crappy DivX, kompresija, veš pa. Pa še nekaj, ne? Ravno zaradi tega se mi zdi, da je zaradi Les Dance-a na Twitter prikapljal kupenih fotografij Jordana, ki so bile še... Ne vem, se mi zdi, da imajo fotografije iz 70-ih pa 80-ih iz NBA, pa zgodna 90-ta en poseben feeling. In zdaj so prcurlare na Twitter ne samo fotke Jordana, tudi Dr. J-a, Larry Birda in jaz to, kadarkoli vidim, jih tako občudujem, ker imajo neki, kot si ti rekel, ne, ker tudi ima film iz tiste ere, iz tistega časa, nekaj posebenega. Ne. Malo je pa tudi to, da smo navezani na svojo otroštvo, pa nas spomine, ne, pa nas to dodatno vleče na to osebino. Je to za našo najino generacijo, je to pač crystal meth. Ja, res je, res. Pa tako fajn se je bilo, veš? Pa gledal sem masko svoje oči, noro mi je bilo, ker sem videl, kakšne tablice imel Jordan na avtih, ne, ker ima svojega Porsche, pa ima tablico samo... Jaz sem tudi avtomobile, sem tudi kar porajto, ja. Pa tam, ker Rodman beži, ker se usede v največji pick-up truck v zgodovini človeštva. To je hudo. Samo, ker so on daljši od poprečnega avta zdaj. No to, take mehne stvari. Vesel sem, da sem po 20 letih spet videl Carmen Electra, pa tako naprej. Tako spomini. Ja, to je. To mislim, da večina nas je bila veselih. Zdaj pa tako, jaz sem to, da še jaz sem nek tak se pravim, pač to je droga za nas. 90-ta pa Bullsi, pač to je brez veze. Govoriš človekom, ki je pri Olimpiji, pri selekciji, ki so nam talali majice s ciframi, ker so bile vse 7 pobrane, mamico, v glavu. Sem imel 17, pa sem si lagal, da sem Kukoč, tako da ni panike. Res tako, 7, 17, 27, 37 so bile bolj popularne cifre, kot karkoli drugega takrat. Da, ja, seveda. Drugač pa, tisto, kar mene, edina stvar, ki me res zmot, pa jo nisem znal artikulirati, pa je res Perica na Facebooku na to zapiske. No. Res dobro. Kaj je povedal? Ja. No, se to je, tako, kao dialog je napisal med režiserjem pa Jordanom Kao, pač res dobro. No. Mike, kakšen naj bo naš dokumentarc o Bullsih? Pa Jordan, misliš, da komentarc o meni v Bullsih? To je meni. Ja. Ključni stavek. Ja, to. No, glorificiran sem bil kot noben športnik doslej, ampak ker je dolgo tega, pa ker stvar traja samo 10 ur, dejte me kar ene 65%, naj bo meni 70, da bo okroglo.
Pa tako v redu, neuničljiv, največji ITD se razume, ampak lahko damo not tisto, da si bil pizda do svojih igralcev. Vazi to. Lahko, če se potrudimo to obrniti tako, da ni šlo drugače. Pa če kdo od njih zine kaj preveč proti meni, ga režemo ko salamo. Pa vse ga, ok. Kako pa naj bodo portretirani svoji igralci, koliko namenimo vsakmu? Glede na to, da je ostalo še debelih 30%, pipnu 7, od tega največ negativnih momentov. Fuknenemu Rodmanu 6, da se folk reži, Kero 5, Filo 5, unipokojni žabi Krausu 1,4, koliko še ostane? Kao 3%. Pol pa magari še 1% Paxtonu, pa Grantu, pa 0,5% Kukoču in Carmen Electra. To je, veš. Mislim, ker efektivno, meni je všeč ta stavek, misliš dokumentarc o meni v Bullsih. To je to. Yeah. To ni dokumentarc o teh Bullsih v resnici, kot je o Jordanu takrat. To mislim, da je dosti fair, recimo. Jaz mislim, da je to fair, ampak jaz obenem mislim tudi, da si je folk to želel. Tudi zaradi debat v zadnjih letih, pač who's the greatest, ali je to LeBron ali Jordan, ali kaj se ima, je to Will Chamberlain, se vse. Yeah. Je pa res, da kupenih stvari manjka. Ne? Veš, okrog Michaela se je zbral več kakšnih nečednih zgodb. Ne? Pa mogoče je bilo tudi malo hecen, da veš, so totalno zignorirali njegovo takrat ženo, ki je bila velik del njegovega življenja, pa enega kadra ni v njej. Tako, ja, v bistvu so jo ponudili sam na unikom tiskovki, ki se upokoji, tam se jo vidi. Ja. Še tam so vse kadre tako obdali, da se jo ne vidi. Ja, točno tako je. Ja. Imel sem možnost iti v veliko več smeri, se strinjam, ampak generalno gledano sem jaz dokumentarcem zadovoljen. No. Mislim... Ne, tako, jaz tudi nočem disati, res daleč od tega, da bi hotel ful biti negativen, ampak je pa tako, tiska me malo zmote, to, ki je res, malo preblizuje PR-ju že spet od Nikea pa Jordana, tako, veš, malo preveč na uno stran preves, ja. Ampak na končni fazi pa tako, mislim, pač šport je, mislim, zdaj pa... A veš, ni glih dokumentarca o drugi svetovni vojni, ne? Jaz to tako gledam. Mislim, ja, seveda, moraš gledati veliko sliko, pa konec koncev nikoli nič drugega iz tega ni mogel ratati kot to, ker sta Nike pa Jordan prevelika multibillion brenda, da bi karkoli drugega sploh dopustili. Točno to, ja. Pa se pokaj veš, da so oni neki njegovi ljudje, executive producerji, pa tako pa veš, koliko je ura. Ja, več ali manj. Tako. Kaj ti je pa tako, ajde, od vseh 10 delov, kaj ti je najbolj, mislim tako, nam rekel favorite del, ampak kaj ti je najbolj ostalo v glavi, recimo? Pa ne, imam prav favorite del in to mi je ostalo v glavi, pa se mi je full fine zdel in to mislim, da je bilo v 8. delu, ko Jordan sedi v slačilnici pa vihti svoj bejzbolski kit, tako zelo zrelaksiran, drži cigaroma v ustih pa razlaga o trash talku. Okay. Se mi zdi, veš, totalno neporezana scena, mogoče 30 sekundni dialog o tem, ko on go razlaga, da lahko je trash talkat, ko si 6 pik, ko imaš 6 pik prednosti. Ne? Da začni ti trash talkat takrat, ko smo na 0-0 ali pa ko zaostajaš. Ne? Ampak se mi zdi, da estetika celotnega kadra se mi je zdela ustrezna. Pač prvič, kaj ima tip v basket slačilnici baseball key. Veš, kljub temu, da ni nobene logične povezave, to pač se mi zdi, da je tako naravno izpadlo. Yeah. In kje boš danes videl kaj podobnega? Basket igralca s cigaro v ustih pred tekmo z bejzbolskim kijem v roki razlaga o trash talku. Pač to mi je bilo, to je bil verjetno en mojih najljubših kadrov. No. To pa Rodman, ki razlaga, kako je naštudiral rebounding. Ti si pa unmo montažerju mora dati denar. Ja. Tiste pa, res. Ja. Unkaj ti zmonteruje, pa po moje 7 do 4 dni tam. Jaz si drugač to ne znam predstavljati. To je dobro. Ja, in prav, jaz sem poslušal en podcast na to temo, no, ko je režiser dokumentarca razlagal, kako je to nastalo, da je zjutraj prišel v montažo in je to videl, da ga je vrgel na rit. Tip je genij. Dokaz, kaj vse montaža lahko naredi iz, dajmo temu reči, klipa ali pa nič posebenega. Ja. Da ti narediš s parimi koraki, ki so v osnovi zelo preprosti, cut, nobenih fancy prehodov, da samo delaš na timingu. Ne? In zato je toliko pomembno, da imaš ti, ko se lotevaš tazga dokumentarca s sabo vrhunsko ekipo, ker mislim, da so imeli 5-6 montažerjev. Ja, valjda. In ta režiser je rekel, da vedno, ki jim je dal navodila, ki je prišel naslednjič nazaj, je bilo boljš, kot si on zamislil. Da lahko ljudem, ki jih imaš v ekipi, zaupaš. Ja, valjda. No, ok, pa še to, kar si že prej omenil, premalo Kukoča, kar za nas itak velja, ko karkoli obrneš. Mislim, to, če bi ga bilo več. Imam pa jaz en specifičen beef za uno epizodo o Barceloni,
pa sem povedal, če se strinjaš, ker je bila Hrvaška predstavljena kot ekipa Tonija Kukoča. Ne. Ja, ne govori. Ja. A veš, moja poanta je, mogel bi samo reči, samo v stavku bi mogel biti. They were gonna face Croatia with, a veš, Dražen Petrović, Toni Kukoč. Ja. Sam reči bi ga mogel. Ni treba razlagati, kdo je. To ni dokumentarc o tem, jaz to vse razumem. Res, nimajo cajta, treba je tega Kukoča furati. Ampak to je pa, to je tako, da bi recimo delal dokumentarc o Jordanu, pa Pipna sploh ne bi omenil. Recimo, ne. Ja. Pa je v bistvu ten kontra, ki je bil Kukoč bolj Pipen. Ne vemo, kdo je bil Jordan. Ja, seveda. To je pa tako. Naši človeki, to se vse strinjam, ampak tisti je pa zamera, kar se mene tiče. Tako. Mislim, sploh zato, ker Dražen, ne samo, da je bil takrat v NBA, bom rekel, na vrhuncu, ki je bil za tretjo peterko lige in leto kasneje zbran. Tudi zato, ker, ne vem, to je bila ta prva stvar, ki je tudi mene zmotila. No. Veš, Dražen je bil največji lider jugoslovanske košarke, pa poznaj Hrvaške, ki smo ga kadarkoli imeli. In v smislu, da pizda, ti si v njega verjel 100%. On je bil poosebljanje liderstva in on je bil največji fighter ever in da ga stavkom ne omeniš, se tudi meni malo umen zdelno. Ampak po eni strani sem pa to čisto razumel, ker pač oni morajo furati svoj narativ. Zakaj bi se zdaj Dražen dotikal, čeprav je bil to njegov tim? Ja. Ne, to je res. Sej zato, jaz tudi ni zdaj, da je, ampak tako, to je pa res. Neumen mi je sam, da to rešiš z enim stavkom. Veš, to me mori. Ja, seveda, ni treba kazati, pa ne vem, ampak sam z enim stavkom to vse rešiš. Vse je rešeno, če me ne vprašaš. Sam reče se ga. Pa se veš, da so Američani mali ignorantski. Ne? A ja, obeš, pa un talking head, unga modela, ki je zdaj na ESPN-u, prej bil pa kao Chicago Sun-Times. Oni ne vejo, kakšen človek je Kukoč, kaj ga je izoblikovalo, ki sem bil jaz, sem nehite. Ja, to so floskule, brez veze. Ja, res so. Kristus, lej. To si že prej omenil, no, ampak tisto, ki se pa meni zdaj res dosti fenomenalno, je pa metanje kovanca ob steno za varnostniki. Tisti je pa... Mislim, tle je velik, prvič zato, ker sem odkril eno novo igro, drugič zato, ker to pa res pokaže MJ-ov karakter. Ne. Ni važen kje, pa ni važen kaj. Jaz hočem zmagati. Se to je malo že mejina bolestno, ampak se mi zdi, da je tudi to potrebno, da lahko dosežeš to, kar je dosegel on. Ja, da se ne neha to v resnici. Ja. Pa pač tip je postal posthumno legenda, s tem svojim šragom. Najboljši mim iz tega dokumentarca. Ja, daleč najboljši mim, to je dejstvo. Kaj pa tako, sprav ti v 90-ih pol, tako kot mi vsi Michael Jordan Bulls fan, tako je življenje, itak drugo ni obstajalo, ali kako je šlo pri tebi? Ne, jaz sem bil full velik fan Gary Paytona drugačen. The glove. Pač, če bi mogel še koga iz NBA izpostaviti, poleg valjda Dražena, bi bil to Gary Payton, ker pač mi je bil cool, všeč mi je bil njegov način igre, všeč mi je bil njegov trash talk in to, da je pač imel zmeraj nekaj zapovedati. Pa da je konec koncev bil glasen tudi v finalu proti Jordanu, čeprav pač mogoče malo neuspešno, čeprav je bil 1-1, sta se kar dobro dejala. Pa všeč mi je bil, da je grizel v obrambi, pač mogoče zato. No. Ja, okay. Pa nasplošno to, kar so imeli v Seattlu, pa kar si želim, da bi spet kdaj imeli, je bila ena taka res posebna zgodba. No. V bistvu so vzeli ekipo enemu najboljših fanbaseov v NBA ever. No. Zdaj že malo patim za naprej, ker sem začel v Seattlu razmišljati, pa o tem, kaj se je franšizi zgodil. Pa pustimo to. No. Peyton, lepa, to je pa kar nimam posebnega razloga. Veš kaj, jaz sem takrat, seveda, kot mnogi, ki so se ukvarjali s košarko oziroma spremljali košarko, kupoval hrvaško revijo Košarka. Ne? In tam vem, da je bilo nekaj intervjujev, ki mi je dokončno oblikovalo mnenje o njem. Ker drugih, a veš, malo si gledal po televiziji, ostalo pa ne, je bila košarka in se mi je prikupil. No. Ja, ok. Ne, meni je bil on tudi, mislim, vedno všeč, pa zraven je imel, kot smo v podrobnostih rekli, kempa, ki pač ni človek, pač kakorkoli obarvaš. Ja, pa se imel sem par takih čist neracionalnih mogoče NBA simpatij, ne vem, vedno sem rad spremljal Atlanto z Mookie Blaylockom pa Stacey Ogmanom, ne vem zakaj. A veš, pač par takih sem imel, pa ne vem, Kendall Gill iz New Jerseyja mi je bil vedno cool, pa tako, veš, ne vem, nisem imel neki posebnega razloga. Ja, to je to, košarka pa slam, pa je bilo dost, ne, več ali manj. Ja, seveda. Ja.
Pa ker še nisem imel dinarčkov za slam, če si ga nisem mogel prvoščati, sem obvezno pičil vedno v konzorciji ga brati. Čakal sem, da grem lahko čitati slam. Drugi časi, ampak dobesedno, pa ne, da smo mi na neki železna zavesa, ampak res drugi časi. Ne, ja, res je. Pa še sam ta finale, Jazz pa Bullsi, ne? Ja. Ta zadnji šot, pa kar roka obvisi, pa vse živo. Pač, to bi mogel biti konc, ne, efektivno. Jaz se strinjam, sploh zato, ker je Michael to tako dobro izpelo. On ima tak dober občutek tudi za dramo. Ne. On ene sekunde ni, ko na igrišču on ne zgleda dobro. Karkoli naredi, ali je up and under, ali je dunk, ali je fade away, ali je karkoli, tudi ko pade zgleda dobro. Ne, ampak res, pač oni imajo ne vrste, ne vem, nam rekel poezija v gibanju, ampak ful je bil eleganten, glede na to, da je bil, mislim, noro hud atlet, ne, ampak imel je tisti šmek, ki ga kdo nima, ne, recimo LeBron, pa ne, da imam kaj proti LeBronu, ampak on je pač tovornjak, kamion, vlak, pizda, ne. On je pa tako imel, tako, ne vem, Pete Maravich ali pa Jason Williams, pa kdo imel je ta fluid movement. In to bi lahko bil perfekten konc, ampak sem vsem vesel, da se je vrnil, zato ker pač Majka ni bilo nikoli dost, saj men, ker pač nazaj po Washingtonu. Pa se mi zdi, zdi se mi, da so bila mogoče malo nerealna pričakovanja, kaj so od njega pričakovali. Ti bi bil star 40 let, 41 let, pa je igral, pa je dal 20 pik na tekmo, valjda, da nima več istih kolen, ne more isto obrambo igrati, pa tako naprej. Mene je bilo pa fajn, no? Fajn mi je bilo spremljati njegov povratek, vsem mi je bilo, ni mi bilo zdaj pa tvoja legacy ali pa tvoja zapuščina je na kakršenkoli način omadeževana. Sploh ne, pač on, kar je naredil, lahko bi ostal pri zadnjem metu, pa pač ni jebi ga. Želel si je, zakaj pa ne. Pa lepše drese mogli imeti Wizardsi, to je še moj beef tam. Stari, ja, pa jaz bi, da ostanejo tudi Bulleci, če smo že pri tem, ampak dobro, ne, če so Wizards, boljške Bulleci. Problematičen je. Vem. Zelo problematičen. Čak sem malo, so Redskinsi še drugače. Mislim, da, ta star, kar je kar grozen. A veš, tako, come on. No. Ne, to ni, to mi lahko, ker nimamo nobenega stika s tem, si še lahko misliš, se strinjam. Who cares? Se strinjam. Prosti, Bulleci, mislim, sploh tudi res niso bili primerni za Washington, ker je bilo res veliko kriminala, takrat pa še vedno so kar spredi. No. Ampak vseeno, Bulleci se mi boljš se slišno. Prav, Wizards, to je čisto kaj. Se v redu. Zanj sem nekje na Twitterju zasledil, da ne bi bila neka peticija oziroma neka pobuda, da ne bi si New Jersey Nets ali konc 90-ih ali v začetku 2000, da ne bi se prenoval v Swamp Dragons ali nekaj tacga, kar je dejansko obstajalo. Res, kaj? Ja, Swamp Dragons, ja. In celo Spoelstra ne bi bil en od pobudnikov tega. Wow. Lej, to je zgodba, ki sem se jo prejšnji teden naučil, pa je moram naštudirati. En slovenski twitteraš je to naprej vrgel, celo en izmed teh naših basket twitterašov. Bom šel pogledati. Ampak to, škaj, Swamp Dragons se misliš, ka neka kitajska ekipa? A še oni imajo zmerom te neka? Ja, stari, ne, se ni. Se kaj pa Toronto Raptors, stari. Vsa ta manija okrog Jurskega parka, dinozaurov, pa imamo zdaj Raptorje. Halo, stari. Ja, sem tam nek najdišče, pa ne vem kaj, pač lej. Ja, se vem, nič hudega. Lej, pa tudi Utah Jazz, ne, so iz New Orleansa, pa bi tudi lahko še ime zamenjali. Ne. Najslabši kombo. Bolj bele države z bolj črnim imenom ni, po moje. No? Ja, ampak da o Lakersih ne govorimo, ker so iz Minneapolisa, kjer imajo dejansko kakšno jezero. To je nas res. Dej, pa sam, da greva v zadnjem vprašanju, sem še ena v basketu, čistko. Nočem se sploh pogovarjati, ker se mi zdi, to so se enkrat že malo menila, kdo je GOAT in primerjamo različne ere. Mene je to neumen, mene je to res tok neumen. Ja, se strinjam. Pač to je res, pač brez veze. Mene samo zanima, zdaj pa tako, ker je ta The Last Dance. Ko gledaš vse ekipe od Jordana, ki smo jih zdaj spremljali, pa če daš Jordana stran, pa ne govorim kdo je v bistvu najboljši ti igralec, tako, že spet, za kjerga bi navijal, če Jordan tam ne bi obstajal. Pa lahko je, omejitev je sam, mora biti iz Bullsov ali pa iz kjerkoli, ki so igrali proti njim, recimo v tisti eri, tisti, ki so bili dokumentarci. Až kjerga tega, ki je ta najjači bil na drugih ekipah, bi izbral, recimo, če Jordana omakneš, to me zanima. Ja, simple, Barkley. Okay. Mislim, meni bo Barkley vedno simpatičen, sicer preden se je preselil v Phoenix, nisem niti dosti spremljal, ker tudi nisem bil tako hardcore na basket, ampak meni bo njegov slog igre vedno všeč. Pa pač, a veš, spet ne, ena usporednica s Peytonom, mogoče zato, ker je bil tak,
ki je bil glasen, pa ki je bil mogoče malo nenavaden, pa ker je rušil stereotipe o tem, kdo je lahko uspešen rebounder. Mislim, 196 cm, pa da jih 13-14 pobereš na tekmo, se mi je zdel vedno fascinanten in totalen car in se mi zdi, da folk že malo pozablja, kakšen zver je bil Barkley. Drugač pa, čisto iskreno, če daš Jordana stran, je bil my number 2 vedno Pippen. Okay. Mogoče zaradi sloga igre, zaradi obrambe, pa zaradi tega, ker je tudi dokazal v sezoni, ko Jordana ni bilo, da v bistvu lahko daleč pripelje Bullse sam in takrat sem dokazal celi ligi, da je MVP worthy, pa da se tudi brez Jordana da kaj narediti. Fair point. Jaz bi pa Olajuwona mirno, tako meni sploh ni. Ja, se strinjam, je takoj na 3. ali pa na 4. mestu pri meni. Ker njega gledati, a veš kaj, grem jaz še vedno doskrat gledati, pa ni en teden tega, ker sem gledal. Olajuwona, ki je pri 50 plus uči druge. Ja, Lebrona, ti z Lebronom. Ja, to sem gledal na zadnje. Ti Pa si učijo tudi druge, noro, pa ta Dwighta, pa Kobija, pa še... Res, pri 50 na teh kolenih, jaz sploh ne razumem, kako hod model. Sploh ne razumem. Za 5 do 8 minut na tekmo ga daš lahko kamorkoli, ker jih mota. Pa še kar se obrne, pa spusti dol, stari, pa njegov rolling, stari, to je brez veze. To visoki ljudje ne bi smeli delati, res. To je edini, ki je bliz pršel bil Duncan, stari, pa ni bil tam čist, bil pa bliz. Po footworku, bolano. Res noro. Ja, ok, kle se pa kar, dejva se strinjati, to mi je všeč. Ne, res, veš kaj fora, jaz imam 2,4 star, jaz nisem bil nikoli tako narejen, razumeš? Un pa zgleda tako, kot jaz, ti neke dolge roke, dolge noge, dolg trup, pa se obrača, pač, ne vem, ne razumem fizike jaz tam, no, ne razumem jo, resnici. Ja, ne, a veš kaj, ne sem, da je neverjetno hiter, tudi pač tako kot Jordan, pa še kakšen drugi igralec, ful je eleganten pri tem, flow ima, njegovi gibi imajo flow. Vse so še drugi hitri, ne, ampak lej, Durant je za svojo višino neverjetno hiter, pa dober handla žogo, ampak pač ne zgleda tako dobro. No. Ja, ni smut, ni tako smut. Zato jaz bi rad vedel, a je Olajuwon tudi bil Bambi, ki je bil majhen, tako kot jaz, pač, ali je bil na eni točki ta človek, ki se ga dotaknil in je padel. Pač sem to bi rad vedel pri 12, veš, ali pa nekaj. Jaz mislim, da to ali imaš ali pa nimaš, ne? Pa vsi govorijo, pa je fuzbal treniral, pa je footwork dobil. Jaz mislim, da tudi če on fuzbala ne bi treniral. Ja, da bi na isto pršel. Ja, ali imaš to v nogah ali pa nimaš. Ja, jaz tudi mislim, da. Pač, pa tako mora biti narejen, pa proporc mora biti ta prav nekak, jaz ne vem, no. To je res noro. Pa všeč mi je, da je ubil Nila v 95. v finalu s 4-0. Ja. A veš, ker to mi je bilo, vse Šek je car pa vse, ne, ampak Hakim any day. Ja. To je res, čeprav jaz tiskar gledam pa Simonsu prav, mislim, da je Simons to rekel, ker je rekel, da Šek, če bi se mu dal, ne, bi bil najjači ever. Če bi se mu dejansko dal. On je sezono izkoristil, da je prišel v formo. Ja. On, če bi imel work ethic Jordana ali pa Kobija, jaz mislim, da sploh ni debate, da bi imel tip, ne vem, 8 naslovov, razumeš? Ker je bil on sposoben, in gre tudi on je bil, glede na to, da je bil center, neverjetno hiter, podcenjuje se njegov footwork, njegova mehka roka, ne s prostih, ampak z 2 metrov recimo, ne, baby hooks pa tako naprej. On je bil izreden igralec, ki je pač, mu je bil basket ful pomemben, ampak je vedel, oziroma si je želel tudi živeti na drugačen način. Je bi ga, to moraš spoštovati. Ja, to se čisto strinjam. Se ni on edini, ne? Se jih je bil še kakšen tak. Ne? Ja, še kakšen, ker če jih gledaš na začetku sezone, so kar rekreativna liga. Ja, vem. Vsi so takoj na kolenih. Ja. Ok, greš še na konc na to zadnje vprašanje. Zdaj, ajde, telefoni in pa računalnik, povej. Ja. Enega ThinkPada imam, to v bistvu imam en laptop, ker ti specifikacij ne bom znal na pamet povedati, ker sem si ga umislil, zato ker ga preprosto potrebujem. Telefon je P40 Pro, to se pravi najnovejši Huawei telefon, pa da nam preveč reklame delam, ampak se ve, da se s Huawei delam, s katerim sem zelo zadovoljen. Pa moram priznati še nekaj, 800 vlogov sem naredil, ali pa 803, 790 sem jih naredil na telefonu. Zdaj me pa začel en členek malo hecati, pa sem jih zdaj par naredil na kompu. No. Tako da sem prešaltil, zato da se malo pomiri situacija, ne? Da se naredi rehabilitacija. Pa moram reči, da mi je tudi všeč izkušnja. No. Pač malo drugače, ne moram trditi, da je ful hitrejš, ker sem bil tam pa reže nadrkan te stvari in malo hitro delati. Je pa drugače, tudi oči si malo spočijejo, no. Ker sem si pol sliko kompa vrgel na ta velik zaslon, pa je. Lepo. Fajn izkušnja, tudi drugače delati. Ja. V čemu pa montiraš na kompu?
Želel sem si približek temu, kar uporabljam na telefonu. To se pravi orodje, ki je ful preprosto. Ker vem, da jaz pri svoji vsebini ne kompliciram, ker imam več ali manj cut. Tako da sem izbral tale Adobe Premiere Rush. Tega Rusha, ok, lepo. In ta Rush je najbolj poenostavljena stvar, ki ti v bistvu ne omogoča veliko, pa kljub temu več, kot jaz sploh potrebujem. Pa zelo simpel je narejen. Torej, jaz imam kupenega predznanja, ampak verjamem, da bi Rush znal uporabljati nekdo, ki ima predznanja nič. Štekam. In to se mi zdi pa ful pomemben, tudi pri kakšenkoli urejevalniku video ali pa slik. Ja. Fair point. Ok, pa da ajde 5 appov, ki jih dejansko uporabljaš na telefonu. Stitcher za podcaste. Kar weird, ampak kar redo. Ja, dobro, YouTube pa Instagram sta preveč na prvo žogo. Ne, to šteje. Jaz mislim, da je to treba reči. Se pravi, zdaj si že 3 dal. YouTube, Instagram, Stitcher, ajde naprej. Ok, zignoriral bom aplikacije, ki jih uporabljam za montažo video, ker sem o tem govoril že tavžnikrat. Pa da ne bom rekel glih NLB klik. Netflix. Lepa. Pa spoznavam se oziroma z grozo se lotevam TikToka, ker vem, da bi se ga počasno. Kristo, jaz imam tudi tako, imaš account, kva pa si? Ja, komotar minuta. Okay. Ja, jaz sem pa ANZTT, ker mi je eden vzel ANZTT. Veš, ker na Twitterju sem ločil, kada komotar minute ni, ker tam je pač moj basket life, tukaj pa le enkrat sem predaval enim srednješolcem, pa sem za hec rekel, kdo ima pa TikTok in jih je 95% dvignil roko, pa sem rekel, ok. Ja, vem. In nočem sploh, a veš, stari lej s TikTokom ni zajbancije, zato ker tukaj pa res pridejo tukaj pa ni sam neki kao en video. Ne, stari, tukaj pa če daš gor, mora biti the shit. Ja. In jaz pač preprosto ne vem, če imam čas pa energijo, jaz znam the shit narediti. Ampak vem, koliko energije gre v to in če bi bilo to moje primarno omrežje super, se strinjam, bom razturil tukaj oziroma bom probil, ker pač vem, da ene stvari znam skupaj sestaviti, ampak prosto ne zmorem. No. Ja. In me v bistvu malo me boli, ker vem, da pač je ful dobra platforma, ki ti kar ne dovoli dol pobegati, ker na njej se najdeš izjemno kreativne ljudi, tudi ful Slovencev je, ker rasturajo na TikToku s ful dobro vsebino. Ja. In se mi zdi, da čutim preveliko odgovornost do sebe, pa do ljudi, ki me spremljajo, da bi gor dajal ološ, nekaj, kar ni dobro. Tako da imam 2-3 videe gor, sem toliko zahez, da sem malo sproban. To pa vse podpišem 6-krat, tako da absolutno. Ajde, zdaj pa še zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto, a ne lahko ponoviš od zadnji, če se spomniš ali pa ne, za nalaž te ne bom sploh spomnil. Ena fizična stvar, ki je naredila nek vtis na te, lahko še imaš, lahko nimaš več, ne more biti tvoja babi, kaj bi to bilo? Kaj bi leta 2020 Čiro rekel, da je to, ajde. Zdaj bo hecen, zdaj se bom pokopal, ampak jaz moram biti iskren, tudi sam do sebe. Noro sem zadovoljen s sesalcem, ki sem ga kupil. Lepa, kaj pa, povej sem sesalce, sem tudi nek fetiš na sesalce, tako da ni panike, povej, kaj si kupil? Kva so se najdla. Ne, veš kaj, imel sem en sesalc, ki se mi je sesul in pa sem želel drugega in sem ostal pa isti znamki, pač Electrolux, pa to res ni reklama. Ampak sej mislim, da pri sesalcih se ni zabat. Doma so ene stvari pač razdaljene, tako kot so in jaz z veseljem vedno sesanje poberem in neverjetno, jaz sem bil sam presenečen, koliko velik mi pomeni, da imam dober sesalc. Jaz to fuštekam, te stari. Lej, priznam, in mi tudi ni neroden. Ker jaz vidim, da je lahkoten roč, da lepo zavije okrog vogala, da je kabel dosti dolg. Pa da je dober kabel, te star. Da je kabel dober. Ja, seveda, pa da je mehanizem dober, pa vse, ne. Točno to, te star. Pa tudi, da je sesalc na pravih mestih, a veš, da je v bistvu, da ima gumo oziroma mehko plastiko, ki z njim točeš ob robove. Tako, da ne podemoliraš vsega. Zdaj so vsi še spizdi. Stari, vse je. Jaz imam rumbo, pa sesalc, stari, jaz dam toliko energije v razmislek pri nakupu tega, da nočeš več, stari. Tako da jaz tako štekam. No, to. In do tega sem se začel zavedati še takrat, ko sem začel odpirati škatlo in ko sem ga pržgal. Imam sicer tudi en minus, ampak dobro, nima veze, ampak sesalc, stari, nikoli si ne bi mislil, da bom kaj tacga rekel. Lepa. Ciril, najlepša hvala, ki si cajt vzel.
Ja, hvala, ker si me povabil z veseljem, vedno. Ja, spet v aparatu se temu reče. Tako da zdaj pa lahko rečeš adijo. Adijo, lepo se imejte, čau. Tole je bila 208. epizoda Aparatusa. Še enkrat hvala vsem, ki ga podpirate, brez vas tega res ne bi več počel. Če bi to radi naredili, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri. Sicer pa Cirila najdete več ali manj posod kot Komotar minuta. Sploh dajte se naročiti na YouTubu, ne ga na Facebooku to gledati. Tam komentirajte, gledajte pa na YouTubu, se ste slišali v pogovoru, zakaj. Očitno sva oba tudi na TikToku, kar je kar smešen, ne, on je Komotar minuta, jaz sem pa ANZT, jaz sem na Instagramu ANZT, tako da če vam je bil všeč pogovor, dajte ga šerat v storiju, pa me tegati, jaz pa lahko to poobjavim. To je to, do naslednjič in adijo.